predvsem en lep pozdrav na tej pomembni konferenci. Predvsem sem vesela, da eno leto po preteku tiste kick-off ali startne začetne konference delo teče, da ste se združili in povezali, ker to se mi zdi izrednega pomena, da najdemo notranjo sinergijo znotraj tistih, ki vas to najbolj zadeva in da potem skupaj ministrstvo pomaga tako strokovno, kot pa v vlogi ministrice tudi politično, da se ta proces sam izpelje in da skupaj pridemo do željenega cilja. Seveda pa, da lahko pridemo do željenega cilja, ki je predvsem skupnostna obravnava ali deinstitucionalizacija, ki bi omogočala večjo pluralnost izbir ljudem, ki potrebujejo pomoč in da ni edina možnost bivanje v instituciji, ampak da ima res vsak v skladu s svojimi potrebami tudi željami možnost, da izbira. Seveda ta proces pomeni tudi spreminjanje delovanja institucij, že znotraj teh procesov, ki v Sloveniji potekajo kar nekaj časa, verjetno ne moremo govoriti več o popolni rigidnosti znotraj institucij, da te ne omogočajo samostojnega življenja ali da so na nek način negativni prizvok dane institucijam. Jaz to ne bi želela, da ko govorimo o deinstituciji, govorimo to v smislu, da institucije same po sebi ne opravljajo svojega dela, da ga opravljajo slabo ali kakorkoli. Torej, potrebne so tako institucije, ki se znotraj morajo odpirati v prostor, nuditi čim bolj pluralne storitve same znotraj sebe. Pomembno pa je, da kot družba damo možnost različnih oblik, da vsak v skladu s svojimi potrebami to lahko tudi izkoristi. Ta proces, ki ga peljemo, je pomemben predvsem zato, ker imamo zdaj tudi finančna sredstva na voljo za to deinstitucionalizacijo. Jaz sem vesela, da nam je v operativnem programu, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev v naslednjih 7+2 leti, torej, če lahko malce zaokrožim 10-letno obdobje, imamo sredstva za deinstitucionalizacijo. Pomembna je najprej strokovna priprava ciljev, kaj želimo, kam želimo iti, zato da bomo ta sredstva res porabili za ta ključen namen, da se nam ne bi zgodilo na koncu tega procesa, po 10 letih, kdorkoli bo, da bi bila ocena, da ta sredstva nismo optimalno porabili. Torej, predvsem tukaj je ta pomen sodelovanja z vami, zato res pozdravljam to mrežo, da ste se povezali in da gremo skupaj naprej in verjamem, da nam boste predvsem vi z vašimi lastnimi interesi, ki so oblikovani na podlagi izkustva, postavljali to smer, kam moramo iti. In jaz tle res tudi kot politično, če želite to mojo pripravljenost, predvsem sodelovanja na tej poti, ki se bo odvijala v naslednjih letih. Jaz imam tu v govoru napisano tudi, da bo vlada sprejemala delovno skupino za deinstitucionalizacijo v naslednjih tednih, ker je tudi pomembno, da na ravni vlade zapišemo kdo, kaj, kakšne bojo naloge in da damo tem procesu jasno časovnico, poleg te politične zaveze tudi jasno, kdo bo v tem sodeloval, na kakšen način, kakšni so cilji in časovnica. Tako da čaka nas veliko dela, verjamem, da ga bomo skupaj zmogli. Tako da jaz vam želim uspešno konferenco, so tudi ključni ljudje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej konferenci in seveda bodo izkušnje, znanje in pač vse povedano prenešeno tudi v strokovno delo ministrstva. Tako da želim vam uspešno delo. Hvala. Pozdravljam tudi na moje strani, danes imam državni problem in bomo brati na Komisije asistenta rada, ki bo prebrala uspele. Mreža za deinstitucionalizacijo si je vzela kot delovni okvir usmeritve EU politik glede razvoja storitev v skupnosti kot konkreten premik obstoječe teorije in prakse od institucijah posameznikov. Predvsem je pomemben vidik človekovih pravic in pravica možnost izbire ter sledljivost finančnih sredstev uporabnika. Le-te morajo zagotavljati storitve skladne njegovim potrebam, da je polnopraven in vključen v družbo.
V mreži smo si za začetek izbrali ožjo skupino, kot jo sicer predvideva deinstitucionalizacija. In sicer odrasle med 18 in 65 letom, ki vključujejo ljudi s fizičnim in senzornim handicapom, intelektualno ovirane oziroma z motnjo v duševnem razvoju in osebe s težavami v duševnem zdravju. Komisija EU je Slovenijo namreč označila kot eno najbolj institucionaliziranih držav v Evropi. Na nek način je to primat v kršenju človekovih pravic. Članice mreže smo si zadali cilj, da spodbudimo politične odločevalce k odločnim strukturnim in sistemskim spremembam, ki zajemajo tako zakonodajo, obstoječe prakse dela, kot tudi preusmeritev finančnih sredstev na storitve v skupnosti. Storitve v skupnosti so še v nastajanju in naše delo je tudi promocija in spodbujanje razvoja čim večje palete le-teh, tudi in predvsem na lokalnem nivoju ter na nivoju celotne države. Od lanske konference na Bledu, kjer se je država ponovno in še enkrat zavezala v procesu deinstitucionalizacije, se ni zgodilo kaj veliko. Že tam smo prišli do skupnega sklepa v stališču, da je deinstitucionalizacija najprej in predvsem političen proces, hkrati pa tudi radikalna sprememba koncepta in sicer v načinu mišljenja ter obravnava posameznikov, ter seveda hkrati in obenem tudi konkretna sprememba praks na tem področju. Želimo si, da bi vsa ključna resorna ministrstva na čelu z vlado dojela političen in civilizacijski pomen tega procesa, ter se s resnostjo in vsemi pristojnostmi, ki jim pripadajo, lotila na svojih področjih, ter se pri tem svetovala in sodelovala s partnerji NGO. Članice mreže smo si zelo različne, tako po programih, ki izvajamo, kakor tudi po načinu dela, a prav to je naša dodana vrednost, na katero stavimo. Zato v skupnem povezovanju v mreži vidimo našo moč, saj si bomo v prihodnosti vedno bolj lahko med seboj delili, ne le ideje, prakse in način dela, ampak tudi konkretno strokovno pomoč, pravno pomoč, prostore za srečevanja, krizne skupine. Ne da bi se odrekli vlastni avtonomiji, ampak bomo s tem povečali našo učinkovitost, kvaliteto in domet naših storitev. Država pa še nima nobene kratkoročne, kaj še dolgoročne vizije ljudi procesa deinstitucionalizacije, vse gre počasi. Čas za uradnike, politiko in stroko teče drugače kot za uporabnike, ki živijo v zaprtih institucijah. Kljub zavezi, da Slovenija stopi v proces deinstitucionalizacije, so v planu še vedno novogradnje zavodov, ki jih sodobneje poimenujejo centri. Koncept, da morajo namenska sredstva slediti uporabnikom, torej morajo biti preusmerjena v razvoj storitev v skupnosti, je pogosto namenoma prezrt in sistemsko še vedno neizvedljiv. A le tako bodo lahko namenska sredstva dejansko učinkovita skladno s svojim namenom v podporu uporabnikom in ne v omejevanje njihove svobode, brez možnosti izbire v spoštovanju njihovega dostojanstva in človekovih pravic. Kar se počne zadnjih 10 let je ustvarjanje novih bivanskih enot, poleg institucije ali tudi dislocirane enote in to se poimenuje skupnostna oskrba. Upam, da je vsem jasno, da to ni deinstitucionalizacija. Tudi pri tej izbiri, kdo v njih živi, se dogaja nedopustna diskriminacija, saj so izbrani tisti najbolj samostojni, najbolj neproblematični, tisti najtežje primere z vidika fizične ali psihične podpore, pa so še vedno varno postavljeni in zaprti. Ljudje z intelektualnimi ovirami oziroma motnjami v duševnem razvoju hodijo delati v VGC, država za njih plačuje 700 evrov, oni, če so zelo uspešni, za 8 ur dobijo nagrado 100 evrov. Imamo tudi nekaj institucij, kjer praktično lahko vstopiš že z 2 letoma, nudijo namreč nadomestek običajnega vrtca in njih ostaneš praktično do konca življenja. Segregacija posameznikov v institucije že sama po sebi predstavlja kršitev človekovih pravic. Zahteve potem izhajajo tudi iz načel in zavez konvencije ZN o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala 2008 ter drugih mednarodno zavezujočih dokumentov. Slovenija je pred kratkim končno sprejela izenačitev zakonske zveze istospolnih partnerstev, utemeljene na človekovi pravici do svobodne izbire.
Bili so hudi politični boji in tudi boji znotraj civilne sfere, LGBT skupnosti in vseh napredno mislečih podpornikov, na drugi strani pa koalicija za otroke gre, odbor 2014 in slovenska RPC. Enkrat samkrat nisem slišala resorne ministrice, ko se je res na vse načine prizadevala, da bi se ta možnost uzakonila, uporabiti argument, naj se najprej civilna družba poenoti. S temi besedami, da naj se civilna sfera oziroma organizacija najprej poenotijo, pa vedno poskuša vzeti legitimno zahtevo in pravici glede uzakonitve pravice do osebne asistence, ki je prav tako človekova in državljanska pravica do izbire načina življenja oziroma sploh možnosti dostojnega in človeka vrednega življenja. Upamo pa, ministrica, da boste čim prej pokazali vsaj politično, toliko zaznanosti in politične volje na krivitvi parlamentarne kulture zakona o osebni asistenci, ki smo ga pred časom pripravili. Potem bomo zmagali.